Spoštovane gledalke in gledalci, lep pozdrav in dobrodošli v oddaji Detektor. Kdo je Marijan Smode? Na navedeno vprašanje je odgovor samoumeven in zveni enoglasno. Marijan Smode je izjemno uspešen, poznan kantavtor, ki je bil v minulem obdobju vodilni na top pop lestvicah Slovenije in tudi širše v Jugoslaviji in tudi na mednarodni sceni. Najbolj je zaslovel z uspešnicami Belinda, Mrtva reka in še mnoge, ki so postale vsesplošni hit. Zasledimo, da je bil rojen v kraju Trbonje leta 1960. Pozdrav in dobrodošlica našemu gostu. Ja, lep pozdrav. Manj kot tole, kar smo do zdaj predstavljali, je razkrito obdobje bivanja Marijana Smodeta v mestu Ravne na Koroškem, kjer je stanoval, obiskoval šolo, bil tabornik. Morda je bilo mesto Ravne celo njegov začetek njegovega navdiha za glasbeno ustvarjanje. Kaj je zaznamovalo in kaj se je dogajalo v obdobju njegovega otroštva in kako je prišel do prve kitare, bomo poskušali izvedeti v tokratni oddaji. Želimo izvedeti tudi, kje se je Marijan Smode glasbeno izpopolnjeval, kako so njegovo pot glasbenika spremljali njegovi prijatelji in kdo mu je bil morda v največji uporu. Da je Marijan Smode ekološko čuteč in vztrajen zagovornik čistega okolja, potrjuje tudi njegovo glasbeno ustvarjanje, kajti kar nekaj pesmi je vsebinsko naravnano na ekološko osveščanje. Otroštvo je tisti čas, na katerega se radi spominjamo in seveda zdaj z določene distance imate tudi vi neke poglede na tisto obdobje odraščanja, predvsem nas zanima ali pa bi naše gledalce zanimalo, kako je to, rojen ste bil v Trbonjah, živel ste pa tu na Ravnah, pa bi morda kaj tu tudi o tem povedal. Ja, moram tako reči, jaz rojen sem 60. leta, kot je bilo rečeno, v Svetem Danijelu, je tam pri Trbonjah in prvih 6 mesecev sem preživel tam. Ko sem se rodil, pole pač moj ata je bil takrat zaposlen livar v železarni Ravne in pol smo se odločali, oziroma jaz se nisem odločil, če nisem vedel, za kaj gre, ampak v glavnem se odločila, ata pa mama, kje bi živeli in sta bile dve opcije, ene so bile Ravne, druga opcija pa Muta, no. In pol sta se nekako odločila za Ravne in za 6 meseci sem jaz pol prišel v Ravne. 60. leta, pravite, ko ste bil rojen, potem v tistih obdobjih 70. let, je tu bilo pač še zmeraj, rekel, eno obdobje, ki smo pač živeli, nek svojstven način življenja. Skratka, radi smo se spogledovali z sosednjo Avstrijo, kjer smo imeli občutek, da je mnogo več dobrin in da so boljše in kar imate tudi iz tistega obdobja kakšne spomine ali karkoli. Jaz moram reči, da je bilo moje otroštvo v Ravnah krasno. Ne znam si predstavljati, da je bilo boljše. To tudi mojim otrokom oziroma poboma, velikokrat, ko se pogovarjamo, razlagam, veliko stvari povem, ko se tako dogajali. Mora je res bilo, tiste zadeve je bila, da smo ful čakali to, da bo ata šel v Avstrijo pa prinesel one kavbojske čigumije, smo jim rekli, ali pa take zadeve in to se bo samo, jaz nisem čutil nobenega pomankanja ali pa kaj, da bi rekel, da nam je kaj falilo, zaradi tega, ker je bilo, ne vem, je bilo socialna država je bila, lepo je bilo poskrbljeno za nas otroke, vse so nam zrihtali, jaz smo reči, bilo je en kup interesnih dejavnosti, pol na Čičovju, tam, ko smo bili, je bilo nas kar ena taka, bi rekel, skupina prijateljev, ki smo stalno nekaj ušpičili, pa stalno je bilo pestro, tako da si koma čakal, da vreš iz šole, pa da si vrgel torbo v kot, pa hitro on do večera. In pa tako smo bili, pa pri vseh, ne vem, če je kjera dejavnost bila v občini,
ki jih ni bilo malo, ker takrat se je to strašno spodbujalo, vse je bilo, neke objekti so bili tudi tule, a ne v Ravnah, so bili, vsi objekti so bili že na razpolago, bil že zimski bazen, pol je bil letni bazen, pa so bile vsi športne zadeve, teda smo bili vse, kar je bilo možno. In pa smo pač se grupirali in smo kar kot grupa se kar predstavljali. Prvo smo bili, ne vem, eno obdobje rokometaši, pol smo bili strelsko društvo, pol smo bili, ne vem, ping-pong, pol vse živ, planinci, taborniki, ni da ni, vse živ. No, skratka, zelo razgibano in bi rekel, očitno imate dobre spomine pa dobre občutke, bi rekel, ko vas pripeljejo v tisti čas. No. Zelo lepe. Jaz moram reči, da mojega otroštva ne bi zamenil za nič. To je bilo res eno najlepših otroštv. Tudi drugače moram povedati, recimo pol še naprej šola, enkratno, ne smo še hodili v staro šolo, obisk stare šole, še tam, kjer je zdaj občinska zgradba, tam je, to bi mogel, se pravi, v moji autobiografiji enkrat kompisal, bo to marsikaj napisanega, ker to je bilo pestro dogajanje, res se je dogajalo, dnevno so bile zadeve in tek pol smo se prestali ko so nam šolo zgradili, gor Prežihovega Oranca, smo se prestali gor. Ta tudi moram povedati, da smo imeli krasne učitelje, mislim, vse smo imeli, vse nam je bilo omogočeno, bili smo od fotokrožko, od ono, pol so nam, tam je tudi nam zrihtali prvo našo glasbeno skupino, moram reči, da so bili učitelji nam zelo naklonjeni, so nam dali prostor v eni učilnici, da smo lahko tam vadili in to je bilo pestra zadeva. To moramo izpostaviti, na bobnih je bil Izakov Jaroš, ne vem, kje on zdaj živi, včasih je na Javorniku živel, pa naš znani, danes svetovno znani dirigent Marko Letonja, pa jaz na kitari in to so bili prvi poskusi, pa prvi začetki skupine, ne vem, pestre zadeve so bile, mislim, recimo taki, za izpostaviti, če recimo, tako da bojo recimo tisti, ko so mlajši, pa ko niso bili čas, da bojo vedeli, kako je to izgledalo, ne. Na Orlah, kjer je bil Marko Letonja, ki je bil edini teoretično tudi podkovan, kar se tiče glasbene zadeve in tega, smo uporabljali šolski harmonij. Tega verjetno danes noben več ne pozna, kaj je to, je bil tak zračen harmonij, ko je imel notranji ventilator in luft je pihal in pol je, ko si stiskal tipke, je pol to neki tam pihal pri šobah in je to pol ustvarjal zvok. Pol je Izako Jaroš je bil na drumlici pri plehmuski in je prinesel svojo drumlico, pa eno take še pol po celi svoji karieri nisem srečal take činele, taka 80 činela, ogromna. To je bil edini bobnarski komplet. Jaz sem pa takrat dal imel sem eno kitaro že akustično, pol sem nekaj mi je uspel, da sem prišel do enega magneta, ker tega to takrat ni bilo, strašno težko je bilo tega predno. Da sem si tisti magnet nekaj gr zmontiral, pol sem pa masiral ta starega gospoda Brituška, ki je imel RTV servis, ne. Sem ga pol leta masiral, da mi je dal en radio, mislim, da se je rekel Savica, ali kaj že bo, tako ogromen radio je bil, ki je imel 5-vatne zvočnike in tam je bilo možno, da si se štekel odzad noter, tam, ki je bil en tak, da si se preklopil noter in se je to čuval, ne. Ampak to je tresel, ne. Ko si imel suhe roke, ko smo začeli igrati, je bilo vse v redu, ko si pa za Švico, je bilo mokro, te je začel, pa bolj, ko si špilil, bolj te je tresel, ne. No, to, kar ste povedali, ste zelo zanimivo, pa bi rekel, dokaj slikovito ste to predstavili. Je pa to, zdaj ste že omenili tole kitaro, pa kako ste jo opremili, ampak tudi kako ste prišli do tiste prve kitare, je tudi nekaj ena svojevrstna zgodba. Ja, to je tudi zanimiva zgodba. To je bil moj sošolci bil Perman Miha, ki je zdaj kar naredil eno kariero na, ne vem, zavarovalništvu, ki je zdaj, tu pa tam se srečamo, na vsake 5 let, ko imamo osnovnošolska srečanja. In jaz sem, mera smo bila ful taka, veliko smo bila skupno. On je bil zelo bister in z njim sem jaz bil strašno rad skupaj, zaradi tega, ker je vse vedel. Njega je takratni naš razrednik Weber ga je klical živi leksikon, ker njega, kar si vprašal, on je vse vedel. In oni so živeli tudi v Gramoznici in pol sem jaz večkrat tudi njemu hodil in mene ful stvari zanimal.
njegov oče pa mama sta bila pa kemika in je imel doma vse zadeve, kemikalije, imel to in pa smo imeli poskuse z kemikalijami, smo enkrat zažgal kuhno skoraj. Je prišel Ata doma službe, rekel, Mihec, spet si bil poreden. Ko je pa čisto črna kuhna. Ampak glavno, to nima veze. S kitaro, dejstvo je bilo tako, da je on med drugim tudi igral kitaro. In on te kitare ni želel igrati, sploh ni bilo to neka preokupacija, da bi on kitaro igral. In ni vedel, kako se bi on tega rešil, na kak način. Se tek sem jaz njega razumel, kako bi se on tega rešil, da bi on kitare, ne bi bilo treba več kitare igrati, pa ne bi rabo hoditi v glasbeno šolo. In on meni stalno govori, rekel, a tebi pa ni všeč ta kitara, pa to si pa ne vem, še nisem prav, kako pa to zgleda, pa mi je malo pokazal, tam pa on mi je tiste suhoparne zadeve iz glasbene šole kazal in tam se jaz nisem najdel. Sem rekel, ne vem, In pa me je tako dolgo, tudi sem rekel, no Dorje, te pa se zmenima neko nobo, vmes to kitaro, jaz sem na ta način jaz bolj vršil te kitare, pol je pa nastopil, pa se je pa hitro zgodil, tako da je še Ata bil živ in imel pa prijatelje iz glasških vrst, ko je bil Horvatič Mirkota na Čečovju in je šel enkrat tja, je videl, kako sem se jaz strašno prizadel. Jaz sem šel v glasbeno šolo, meni je šel vse prepočas. Jaz sem hotel, ko sem že prvi akorde primu, sem že hotel pesmi pisati. In meni tisti preludiji, pa one zadeve, vse sem jih igral pa vse, tudi kasneje sem še pol sam to predelal, samo mi je bil vse absolutno prepočas. In sem pol tisto kikrceta, sem pa čisto glasbeno šolo delal, sem pa pol mi je ta gospod Horvatič, sem pa hodil tja njemu sem se učil in mi je pokazal par akordov, pa še njegove včeraj sem malo pogledal in je bilo prav fajn. Skratka, pestro pa zanimivo. Tule, ko ste zdaj omenil kitaro, seveda to je zdaj neka svoje vrstna pot. Vi ste v bistvu končal pol tudi srednjo tehnično šolo oziroma srednja šola tule na Ravnah. Seveda to ima eno svojo zgodbo, ker mene zanima potem ta prihod, seveda, ko ste šolo naredili, pa da ste pol na nek način izbil kot kantavtor z vsem slovesom, z vsemi uspešnicami. Kaj vas je vodilo v bistvu tale srednja šola, če bi tako vzel? Prvič dobiti poklic ali tudi veselje, se izobraževati v to smer? Moja osnovna želja je bila elektrošibki tok. Jaz sem bil zastrupljen, sem imel tako rad, pa predvsem zaradi tega, ker je bil tudi povezano z glasbo, verjetno, zaradi tega, ker smo z enim mojemu prijatelju, že ko sem bil že starene 12 let ali kaj takega, takrat je izhajala ena revija, se ne vem, kako se je reklo, ko so bili noter scheme, vezi, teti zadev in smo si želeli pač narediti ovečevalce. In mene je to ful zanimalo, takrat so bile še v bistvu, se pravi, žarnice, lampaši, te variante, ampak pa so že počasi prihodniki prihajali. In me je ful to zanimalo in sem si strašno želel iti v elektrošibki tok v Velenje. Saj mama rekla, da ni variante, da bi šel dol zaradi tega, da mi rekla, boste pokvarili do Amena, nem te imel na očesah, boš bidarije tam delal, in nisem smel iti elektrike. No pa je bila druga opcija, pa pol strojništvo. Strojništvo imam pa jaz strašno rad, čeprav nikoli v življenju ni bilo tako izpostavljeno, jaz sem skoš, od začetka šolanja, pa pol jaz sem imel ful rad strojništvo, v tem sem strašno užival, pa še zdaj, marsikaj veliko stvari sem naredil pol po tem, ko tudi nisem več bil aktivno v tej zadevi. Žal mi je žal, da takrat pač situacija je bila taka, da sem pač šolo sem naredil in ko je šola končana, sem si pač zdaj malo bolj dolgo dopust, par mesecev poleti in bil sem pa štipendist in ko sem prišel, bil pač mesto prosto še samo na upravi, na tem ekonomskem računalniku, kar je bilo za mene katastrofa. Mislim, da tam sicer je bilo zadeva v redu, zaradi tega, ker sem prišel gor, pa sem, že kar na začetku praktično, če bi rekel temu, narekovaje kariere, sem že prišel, pa sem že imel pisarno, pa pa res me ni nič valil, pa to. Samo to je bilo dolčo tistega, kar sem si je želel. Jaz sem bil, če izhajam iz tega, da sem v šoli bil tam najbolj usran, ko smo popravljali mašine, pa te zadeve, pol je to čisto nasprotje tistega in sem se čisto zgubil tam in dejansko ni bilo kompatibilno. Mene pa tudi niso razumeli, ker sem večkrat res rekel,
A ne bi vi mene reči dali, recimo, da bi jaz bil recimo neki dolobrato, pa bi jaz ker testo sem pa strašno imel rad, ne, in to, ampak ni bilo posluha, so rekli, ne, ti si bil štipendist, teste si vredno naredil in potem sem tam nekako bil, pol se je pa tista zgodba, ker po enih 3 letih se je končala. Ja, očitno so vas umeščali kot perspektivni kader in so vas že kar postavljali malo višje, kot takrat se je pač v tistih časih se je pač ocenjeval pa vrednoto kadre, tudi skozi to, kako je bil uspešen v šoli, kako se je kaj neke teste naredil. Najbolj sem ga pobiksil, ko sem tiste, če bi prej vedel, kako se bo zadeva razvija, bi tiste teste na Intertradu v Ljubljani slabše naredil. Ja. Tako sem pa hotel zastavno malo pokazati in testi testi so očitno, jaz jih nisem videl, ampak očitno so rekli, da so bili v redu in da zaradi tega, da sem pač ustrezal s tem kriterijem in so rekli, ja, boš pač tole, ne. Ampak tiste je bila res napaka, tiste je škoda, ker sem se velikokrat spraševal tudi, ne, kako se bi se cela zadeva razvijala, če bi te ostal v strojništvu. Zdaj smo ta tehnični del na nek način malo ste predstavil. Je pa seveda v tistem obdobju ste vi že kar, bi rekel, igral kitaro, verjetno pa ste tudi kaj spesno. Ampak ste imel kakega vzornika, kaj vas je, bi rekel, katera glasba je v tistem času ali pa kateri glasbeniki, kateri pevci so bili vzorniki, ali ste jih imel ali jih niste imel ali kakorkoli? Testo je za eno malo knjigo, kaj se je takrat dogajalo, ampak rečemo, pač jaz sem začel, mislim, da je 12 let sem bil star, ali 11-12 let tam sem začel s kitaro, mislim, tako malo igrati pa to, čeprav sem že prej bil kot čist mehn, že fejst prizadeval na ksilofonu. Ampak no, tako sem začel s kitaro, ampak jaz sem tudi, ko sem se naučil, pravzaprav je bilo najbolj zanimivo to, kako hitro je pri meni prišel do tega, da sem začel pesmi pisati, ne, zelo hitro. Zaradi tega, ker, kaj pa meni se zdi, ko sem znal že prve 3 akorde, sem že pesmi pisal. Jaz sem z tem pisanjem pesmi, pa s tem bolj hitro napredoval, kot pa za samo kitaro, z glasbo, pa to je bolj zanimivo. Meni je bilo to, tako sem razmišljal, ne, je bilo zanimivo, da sem se v to smer ful razvijal v tistem času. Ne v tej tehničnem smeri, kar se tiče glasbe, ampak to. No, pa smo pa tako že imeli, mi smo imeli pol hitro, smo naredili, smo imeli pol prvo skupino, moram reči, brez da lažne skromnosti, smo v redu igrali. Jaz še zdaj, ko se spomnim, smo bili 3 smo bili od, ne vem, kak je že bil gospod Tasič Tom, ali kaj je bil, mislim, da je bil on, njegov sin je bil, on je bil pa mlajši še od mene, on je bil 11 let star ali celo 10 let, nekaj, ki je bil star, en je bil bobnar, pa še en Janko, pa jaz in smo naredili skupino in moram reči, da sem zelo vesel, kako so nas tady podpirali, ne. Je bil gospod Bevc na kulturni skupnosti, so nam vse zrihtali, ni problem, bomo mi vam zrihtali, smo lahko v takratnem Titovem domu, zdaj je kulturni dom, smo tam imeli vaje, smo imeli ogrevan prostor, smo špilali tam noter lahko pa to, edino z eno zahtevo, da smo mogli konc leta, smo mogli za folkloro špilati za ples. In pa smo mi, to je nikoli pozabil, ko smo prišli tja, mi smo bili rockerji, pravi rockerji, res smo špilali sam rock in to oranj testi rock. In prijemo tja, ne, in so rekli, ja, zdaj pa nam bodo mogli špilati, mi lahko plesali, ne, in kaj, to je bil hec, tam smo bili, da smo, točno se spomnim, kot da bi bil včeraj, smo bili tam na odru, se postavili, pa smo se pa gledali, ne, kam bomo začeli, pa smo jaz začel malo, ko sem še malo ob tem, še malo teto komercialo spremljal, sem jaz začel malo s kitaro, pa smo pa nekaj testo spelali, tako je rekel že enkrat Slavko Ovsenik, ko ni bil komadov, prvo smo začeli od začetka proti koncu, pa od konca proti začetku, pa sredine on, tako da je bilo to isti. Da smo odslužili. Odslužili, to pretirano zahtevno, to bi rekel, zahteva ni bila. Ne, ni bila, se pravi, bo zanimiva zadeva, ko smo prišli tja, kot da bi prišli iz drugega planeta, v tisto okolje, ko mi smo pač rockersko špilali in te se je zadeva prav zanimiva. Sam smo spelali. Potem v nadaljevanju, če rečemo tako, če nizamo zadeve naprej, pol ste relativno hitro, bi rekel, tudi vstopili, bi rekel, v prvo vlogo na glasbeni sceni, skratka, zažarel, bi rekel, vi ste
kot komet, ko se pojavi, zažarel in kar zasijal in kar ta zadeva je kar svetla, ni ugasno kot komet. No. Ja, ni bilo tako preprosto. No. No, pa Sicer ravno izgledal je tak, sam ni bilo tako preprosto, ker ta scena sploh ni preprosta, rečemo se prebiti na slovenski sceni. No, testo, da dokončam, kako se je to končalo, se pravi, razpali smo tudi skupina, ki je moja prva skupina, smo razpali zaradi tega, ker je naš najmlajši član Bobnar prišel en dan na vaj in je rekel, da on tega rock'n'rolla pa tega ne more več pile, da on bo džiziral in smo zaradi tega pa razpali in ne bo konc. In tako so nastajali kantautorji, pravzaprav, ko sem se še pol z drugim imenom, v glavnem na ta način, da so skupine nekot razpale, pa so pa nekot tek pa pogruntali, da najboljše pa če si sam, ker se sam lahko odločiš, kaj boš, pa kaj ne boš, pa kak boš, pa tek ali. No in tako so se pol zadeve, ja, pol je bo pa tek, no, jaz sem pa pol, takrat sem jaz bil pol še enih par let tak zelo, mislim, ful se mi je poznalo to, da sem bil zelo v rockerskih vodah. No, mi smo priigrali dejansko takrat zelo, kljub svoje mladosti, smo priigrali skoraj kompletno klasiko rock'n'rolla, rocka in tega. Pol smo pa, pol so prišli pa, pač nekako, ko sem ostal sam, oziroma ko sem bolj v kantautorsko šolo, je pa normalno, da se pol začneš ozirati pač po drugih zadevah. Pol sem pa začel poslušati, ne vem, ful je bilo zelo dobrih kantautorjev, mislim, na svetovnem merilu, Neil Young, Bob Dylan, John Baez, recimo Simon and Garfunkel, te zadeve smo preposlušali, potem smo se zgledovali, ker so bili dobri. Mislim, in tekstov, se pravi, niso bili prazni, plehki, imeli so kaj zapovedati, imeli so, vzorci niso bili pretirani, da si jih lahko lepo sledil. Tako da pol smo se na ta način, si se pol pač na nek način razvijal. Ampak definitivno je pa to, da pol, ko pa se ti, pa se je bilo pa treba odločiti, no, tako sem rekel. Pol sem bil pa jaz v fabriki noter in te se zadeva, pol sem pa na drugi strani bila pa glasba in pol je bo treba pa enkrat narediti res. In to je bilo pa huda stvar. Zelo, mislim, za tiste čase zelo težka odločitev. No, sigurno to, kar ste rekel, to je bila neka prelomna odločitev, zato ker takrat je pač veljalo, da je edina zanesljiva služba je pač v železarni. No, tako. Pa tudi okolje, recimo, dobro, če bi bil recimo zdaj v Ljubljani, je že drugače. Bi bil že malo drugačno gledanje, ker je več tega. To je bilo pa dejansko industrijsko okolje, to ustaljen ritem, ki je prevladoval in takrat, če si ti na tak način prišel, je bilo to zelo neobičajno, neobičajno. Jaz sem pač pol, ko sem se odločil, to sem pa bil v življenju, če sem se lotil stvari, sem jih hotel narediti, nikoli nisem stal na pol, da bi rekel, zdaj nekaj naredil, pa nekaj tule malo delo, ampak ne pa testo, no, ampak sem se pol dejansko, ko sem enkrat rekel, sem bil pa, teda mi je še enkrat Jure Rubežnik rekel, če bi jaz imel 10% tvojega optimizma, ne, ker ko sem prišel tja, ko sem prišel na RD, mislim, in pač v Ljubljano in te zadeve, te kroge, ko sem se gibal, jaz sem bil stalno strahotno optimističen, pa strašno, jaz sem rekel, jaz bom to naredil, pa to bo dobro, to bo sigurno v redu. Rekel, pa kako si bil tako prepričan, Jure je bil stalno, on je bil tako bolj ziharaš, pa tako mi je deloval tako pokroviteljsko, kot je noče, veš, on je stalno, Marjan, malo se umiri, sej boš naredil, tu če kaj. Skratka, želo, tako bi rekel, me vse pod kontrolo, kar je pa tudi svoje vrstno, bi rekel, dobra zadeva, ker no, kot rečeno, vi ste vstopili pol, bi rekel, z velikimi koraki na to glasbeno sceno in prvo smo vas seveda tu poslušali v okviru Koroškega radija, to je bila takoj uspešnica vaša in tu se je vrtela neprekinjeno, tako da smo jo prepevali, tako da jo še vsi znamo, tako bi rekel, saj nekih refrenov, če že druga ne, skratka, to je to. In potem vam je v bistvu ta prodor uspel tudi na nivoju Slovenije, tu ste bili pol kar nekaj vodilni na teh top pop lestvicah. Pa, kot ste pa rekel, sočasno pot do tega pa ni bilo tako enostavna. Treba se je bilo pribijati skozi. To je pa, jaz sem rekel, da zadeva pa res ni bila preprosta. Mislim, to so bili že, cajti so bili taki v bistvu, da si bil odvisen od mnogih stvari, kar je danes drugače. Takrat je bilo pa še narediti prva stvar, ki je bilo, da je bil v celi Sloveniji, je bil eden ali pa ne več 2 studija profesionalna tonska, kjer si lahko naredil recimo
profesionalne posnetke, to je bila ena stvar. Drugič je bila zadeva skoncentrirana samo na recimo RTV Slovenijo kot založniško hišo in to zadevo pa zaravno še, kot bi rekel, nek tak nadomestek, ki je bil še od zadnji Helidon, ki je bil v lasti, ne je bil v lasti, ampak glavno tam so avsoniki delali, Slavko in Vilko in te zadeve. Drugih možnosti pa nisi imel. In kruto je bilo to, zaradi tega, ker tako je bilo tako narediti, če si bil tam, si bil, če nisi bil tam, te pa sploh ni bilo. Definitivno te sploh ni bilo, nisi obstajal. Ne. In mi smo pa se pač pol tako trudili, ne. Mi smo tule, Koroški radio mi je ful suportiral, takrat bili smo prijatelji, recimo samo to smo dolgo igrali, mislim, kar nekaj ceta igrali, tudi skup skupini. In je rekel enkrat, kaj pa če bi mi probali nekaj posnet, pa sem se rekel, a mi že bi to šlo? Rekel, jaz imam 2 uharja, rekel, po 2 kanala, ne, to je bilo, mislim, če zdaj gledaš na te zadeve, je to tako smešno. Ampak v bistvu so bili to tisti neki magnetofoni, so bili sicer profesionalni, ampak dejansko ni imel možnosti več kanalnega snemanja. On je imel možnost samo enkrat posnet stereo, pa je pa tako delal, da je tisto stereo pol presnel na drugi magnetofon, ki je imel spet stereo, pa zraven dodajo pol vokal, pa te zadeve, ampak to je bilo že pol kar zmiksano, je bilo že kar naredito in tak. Ampak je uspel, zelo sem žalosten, da nije čistih posnetkov. Samo, ko sem ga vprašal, da ne obstaja tisti posnetki več, ki so bili. Vem pa se spomnim točno večera, ko sem prvič čul mojo pesem tega ne bo nikoli pozabil, vem, da je bila pesem Lesov, da bo stekla morda in da je bila na Koroškem radiju enkrat tak proti večeru, v pol mraku, vem, da je bilo, da doma sem imel radio Šaltan, pa mi je te rekel, sam je rekel, da bomo zavrteli tvojo pesem. In tisto pesem, jaz ne tega nikoli pozabil, kakšne občutki so to bili. Nisem mogel verjeti, da je dobro pripravljen moje pesmi poslušati. No, ker takrat je tudi, če tako zdaj primerjamo, bil radio najmočnejši medij, ki je lahko afirmiral, pa ki je bil. Koroški radio je bil zelo, kako bi rekel, med ljudmi, živ je v tem okolju, noter me je močno vpliv, več ali manj smo se vsi poznali in te zadeve. No, pa smo še delali, mislim, da smo še pa pol, celo tako dolgo smo šli, da smo še pol z eno skupino Zdravo rada, ki se vam ne spomnim, kako se jim je rekel, da smo še pol, celo skupino, to je recimo tako zdaj tole studio, je bil recimo pol tega studija velik, smo nabasili vse nad, kar smo imeli, bobne, večevalce, pač kar je bilo tistih, če se lahko temu rekel, pač kar je bilo, smo prevlekli iz tistih svojih placov zavaje, tam noter in to, in je on neke mikrofone ali kable, kak je naštelo, do skupaj nas je posnel. Teda smo imeli, da so celo obstajali posnetki, ko smo bili prav posneti z skupino na dvokanalni magnetofon. Zanimivo. Pa zdaj, če tako vprašam, ko ste tule z Radio Slovenj Gradec na nek način štarto, pa ko vas je na nek način tudi promoviral, pa spravljal, bi rekel, vsa gospodinstvo, pa vse hiše, pa na vseh, ki smo pač poslušali radio. Rekel, to vam je utiralo tudi pot potem, rekel, v Ljubljano, če se tako izrazim. Absolutno. Naslednja postaja je bil Radio Maribor. Je bil Zmago Eichmajer, je zdaj že pokojen, fajn, super možakar. Moj velik, fajn prijatelj, tak, zelo smo se zastopali pa to. In on je rekel, ti bi pa lahko zdaj že po Maribor malo priš pogledati. Jaz rekel, ja, ne vem, kaj misliš. Rekel, pa imaš to, rekel, pa to bi mi zavrteli. Ne? In pa vem, če to je bilo na Koroški cesti, tam eni taki stari stavbi, ne treba se Radio Maribor. Jaz sem si predstavljal, kaj bo Radio Maribor. Ker takrat nismo hodili tako veliko v krog, mislim, jaz vem. Za mene, recimo, ko sem prvič v Ljubljano šel, mi se je zdelo, da sem šel na konc sveta. No, in v glavnem sem šel v Maribor in pol, sem imel tam prvi intervju in tam so me tudi, moram reči, da so bili zelo korektni vsi. Zelo so me podpirali, mojo dejavnost. Seveda sem bil še zelo naivn zaradi tega, ker takrat si strašno še naivn, ti misliš, da ti vsi hočejo samo dobro, da pa to, pa pol spoznaš, da ni čist tak v življenju, ne. Ampak kakorkoli so to lepi spomini za začetke. Potem, če takole malo priskok naredimo, so se nizali že kar nekaj, ste pričeli tudi s koncerti, z nastopi, tudi ne samo na radijskih postajah, pa to je potem treba bilo usklajevati. Ste imeli svojega menadžerja, ste imeli svojo ekipo, ki je potem vas poservisiral, če se tako izrazim. Ja, to je bilo pač, jaz sem bil takrat, kot sem že rekel, jaz sem bil takrat na razpotju, zaradi tega, ker jaz sem se mogel odločiti med, recimo,
šihtom med svojim osnovno profesijo pa med glasbo. In takrat ni bilo čisto običajno to, da si ti v glasbi živ. Ne. To, ko si komu rekel, da boš v glasbi živ, je bilo zelo čudna izjava. A ne, so te tako malo gledali po strani, ampak verjetno, jaz sem se takrat tako odločil, sem rekel, ne, jaz bom zdaj v glasbi živ, jaz bom glasbo delal in to. In seveda, takoj, ko je prišel pa do tega, si pa soočen z mnogimi stvarmi, kakor je pa to zaradi tega, ker takrat si pa nisi več sam, takrat si soočen s tem, da srečuješ, kaj se, če vzamemo Ljubljano, tam so veljale določene zakonitosti, tam se je vedelo, kdo je kdo ni kdo, komu lahko kaj rečeš, komu ne smeš kaj reči, pa tako naprej, pa kdo, koga moraš poslušati, pa tako naprej. Določene zadeve so bile, ampak jaz pač sem takrat tudi med to zadevo, sem takrat bil zelo razpet tega, se spomnim, kak mislim, ne, ker jaz sem bil konec koncev, če štartam, jaz sem bil prvo čisti rockerski glasbenik, potem sem bil kantavtorski glasbenik, no zdaj sem prišel do ene točke, ko bi jaz mogel začeti eno novo zgodbo, ne, zaradi ker predtem, ko sem jaz delal, je bila v bistvu v Sloveniji popevkarska scena. To so bili recimo ti, tudi moji prijatelji glasbeni, ne vem, Alfi Nipič, Edwin Fliser, Ivo Mojzer in pač pa vsa ta garnitura, ampak to je bilo popevkarstvo. Tisto, kar sem pa jaz takrat začel, je v bistvu pa bila nek prehod iz, jaz sem hotel narediti neko mešanico na zadevo med prehod iz kantavtorstva v zabavno glasbo, ki je do takrat v Sloveniji ni bilo kot taka tipična zabavna glasba, recimo malo drugačen pristop je bil, no. In potem sem mogel pa seveda malo zanalizirati, na kak način bil, pa najhujša stvar je pa to, da sem mogel začeti sprejemati kompromise, ne. To je bilo pa definitivno dejstvo, pred katerega sem bil postavljen, da enostavno nisem mogel biti več čisto kakor sem jaz želel. V začetku še recimo, ker prvo, ko smo posneli, se pravi te res poltazarešne posnetke, smo naredili pri pokojni Miru Bevcu v studiu Akademik, je bila Mrtva reka, pa Jaz in moja dama, ne, in to sta bila še taka zelo, prvi je bil protestna pesem, s katero smo imeli nemalo težav, tak in drugač v takratni državi, ali kako bi rekel. Ampak jaz sem vztrajal pri svojem, zaradi tega sem bil še kar upornik, pa Jaz in moja dama, ampak to ni bilo niti ekstra uspešno, ne. Smo izdali tisti singl in vem, da se je prodal, mislim, da je šlo 2000 izvodov, se je prodal, pa to. Po smo imeli pa sestanek, na Zalobžik s tretjim plošču, so se usedli vsi pametni skup, ki vejo že, ko so bili bolj starejši od mene, bolj pametni, je bil Jure Robežnik, je bil Ivo Umek, pač vse te zelo izpostavljena imena slovenske glasbe in so rekli, da bo pač treba kaj narediti in pa sem mogel pač razmišljati o tem, da bo mogel sprejeti kompromise. No in pa sem pa rekel, v redu je, bomo naredili prvo ploščo, vi mi dajte možnost, jaz bom pa naredil ploščo tako, da se ne bom odpovedal svojemu jazu, se pravi, da ne bom šel bek od sebe, da bi bil za nekaj drugega, ker ne morem svoje kože, ampak sem pa pripravljen pa narediti komade, ki bojo bolj v zabavnem nekem, in oni so rekli, kaj to mislim, kot popevke, sem rekel, to ne bojo glih popevke, ne, pa ni jim bilo čisto jasno, tako bom jaz zdaj prinesel tam. No in potem so pa nastale pesmi, Ne odhajaš i Belinda, in mislila sva si, no le solza bo stekla morda je tako bila. In prva zadeva, ko so mi pol tudi predlagali, je pa to, da bi šel na popevko, takrat je bila še slovenska popevka. In sem rekel, v redu bom pa jaz naredil nekaj taka, čeprav ni bil glih po mojem okusu, da se zadeva, ampak sem rekel, v redu bom naredil nekaj in sem tudi se pol mislil, ok, bom naredil komad, ko bo tak, ko bo že bolj komercialen. Za nas nima ta pravi beseda, za nas, ko smo bili rockerji prej, komercialno, ampak da sem rekel, bom naredil komad, ko bo bolj komercialen, ampak bo še stalno hočen, da ima tekstovno polno, da je izpoveden, pa da ima nekaj, ne. Sem rekel, v redu je pa naredi, no, in sem se po odločil in je prišel od pesem še pomahal iz roko. Skratka to, zdaj sveda ob vseh teh, kar ste zdaj že naštel, teh uspešnicah pa znanih, bi vas še tu vprašal, vi ste pol nastopili na številnih prireditvah in znotraj tega bi vas vprašal,
Saj vam je kaj vtisnilo, da rečete še zdaj, tam sem pa bil, kaj jaz vem, to je bilo pa nekaj nepozabnega. Ja, so bile zadeve, recimo, ko priješ ti, ko sem prišel v Ljubljano, sploh ni bil hec, ker jaz sem tam preletel ko padalc, bi rekel, me ni poznal, pa tam je bila že ena klika, ena garnitura, ki so se imeli za totalne zvezdnike, ko so rekli, mi smo to, in ko sem jaz tja prišel, sem bil popolni outsider, čisti. Vem, mislim, zanimivo, recimo, tam je najbolj ostalo spominil, ker je bila stresna. Je bilo to, ko sem se prijavil v to, če da nadaljujem, na teto slovensko popevko, ki je pomenila prelomnico za mojo kariero. Tam je štejem tudi za uraden začetek moje kariere. Takrat sem se prijavil s pesmi Še pomahano iz roko in sem šel dol in takrat sta bila z mano še Bojan Peter pa njegova žena. Mislim, da je žena bila tam, ali ne vem, pač ona dva sta bila z mano, takrat skupaj smo se zelo lepo družili in v Ljubljani smo imeli, mi pa ko smo snemali, je bila takrat skupina, ki so pol iz nje je nastala skupina Hazard, kasnejša. So bili ti glasbeniki in oni so bili studijski glasbeniki tudi in oni so mi odigrali stvari v studiu, so posneli, takrat se je še vse delalo recimo analogno, pa tako in so to vse skupaj posneli, ampak to je bil hud stres za mene. Moje prvo soočenje s profesionalizmom je bilo to, da sem eno uro pred samim direktnim prenosom po televiziji festivala, ki je šel v živo, igral se je v živo, vse je šlo to, jaz sem pa ostal brez glasbenikov. To je bilo grozno. Jaz sem takrat pridem tja in sem enostavno tam zdaj kar naenkrat mi reče ti glasbeniki so rekli, da te ne bojo spremljali. In sem ostal brez glasbenikov sam, tamle eno uro pred tem, da so šaltali, mislim, da je pol 7 je bila ura, ob 8 se je pa začel direktni prenos in sem ostal brez vsega. Edin Bojan je bil pa Zdenka, Bojan je sicer bil bobnar, ampak nima niti bobnov, niti nismo zvadili, niti nič. In smo imeli pol srečo, da se je tako zgodilo, da je pol bil moj prijatelj Grega Forjanič, pa nas odličen jazz bobnar Gajo Gajič, da so se pol tam na hitro skozi zbrali in smo mi naredili hitre vaje tam zadnji, kar za odrom. In smo naredili kar trio, mislim, da je bil trio, sicer si posnetek ne obstaja več, ampak mislim, da smo bili kar trio, pa ona dva, Bojan pa Zdenka, in smo šli na oder in smo to pesmo zašpilali in odpeli. In takrat sem se prvič soočil s tem, v tem smislu, prvič, da sem ugotovil, da sem bil se prvič seznanil, prvič sem občutil to, kako to gre. Kako se lahko zgodi, da te zminirajo, da v bistvu ne. Drugič sem pa tudi dobil prvo potrditev, da moje tisto, kar delam, pa to, da ni brez veze. Se pravi, da tem ljudem, ko so tam noter, da so naredili to z enim določenim vzrokom. Z namenom, kako bi rekel, razvrednotiti, ne omogočiti, pa tako naprej. Ja, sigurno. To je bila prva izkušnja. Ta je sicer negativna, je bilo pa pozitivna, ampak ta je bila taka ne bo. Sočasno je tudi neka življenjska izkušnja, ki ti pol da vedeti, da se moraš predvsem zanašati na sebe, na svoje sposobnosti. Ja, od takrat naprej sem pol gledal z drugimi očmi. Ker prej sem bil popolni naivnež, ko sem jaz prišel, jaz sem vsakemu verjel, vsi, ko so mi lepo govorili, sem vsakemu v smislu, da vsi mi hočejo samo dobro, pa vsi mi hočejo samo pomagati, pa ni bil čistek. Naslednja zadeva, ki bi vas malo vprašal, rekel, ta nastop ste zdaj že opisali in seveda vsak nastop, ki sledi ali pa ki vam je sledil, zahteva neke določene priprave pri tem. Imate kak poseben ritual še k temu, neki si en ritual naredijo, neki malo odmeditirajo, nekateri si skratka pravijo v glasbi dopinga ni, ampak... Pavarotti ima pa vseeno robček. Tako, skratka, sprašujem, bi rekel, imate kako svojo vrstno, bi rekel, posebnost, ko se pripravite za kak nastop ali pa karkoli? Jaz sem imel, mislim, mene je tudi, kako bi rekel, požrlo to noter, da nisem imel cajta za to. Zaradi tega, ker mene je po tistem uspehu, ko je bil na slovenski popevki, je mene enostavno me posrkal to noter v sebe in to se je, ko se je ta kepa zavalila, to je bilo grozno. To je bil, jaz nisem bil na to niti pripravljen, niti kako bi rekel, ne psihično in ne fizično. Jaz sem bil fizično takrat, recimo, bistveno slabši konstrukciji, konstituciji, kondicijsko in vse skupaj. Dejstvo je bilo pa, da sem bil soočen s tem, da sem mogel recimo že 2 do 3 krat na teden nastopati. Se pravi, sem imel že po 2 do 3 nastope na teden, petek, soboto, nedelja.
In to ni bil kot tak hec, ne. Nisem imel eni določenih zadev, ampak naredil sem si en določen program, pa marsikaj sem mogel takrat rešiti. Recimo prva izmed stvari, ki je bila to, da sem mogel spremeniti način življenja popolnoma, ker prej smo še mi kar radi se imeli fajn s teranom, pa tako naprej, pa te zadeve, pa smo mogli pa to malo zlimitirati, pa te naše žurke in zabave in to po celi Sloveniji smo mogli vse skupaj skenslati zaradi tega, ker je bilo to prenaporno, mogel sem nehati kaditi, malo več sem se začel rekreirati, teda sem pač čisto osnovno kondicijo pa vse skupaj vzdrževal, zaradi tega, ker to je bilo tudi fizično. Se pravi, ti si psihično si lahko bil pri stvari vse ono to, ampak je telo kar trpelo, a ne? Kljub mladosti, ko sem bil sorazmerno mlad takrat, ne? No, ravno tole, ko ste zdaj rekel, psihofizična pripravljenost je ključna, no, ker bi rekel, vsak javni nastop ima, bi rekel, tudi svoje vrstne, bi rekel, je posredni trema tako ali drugače se pojavlja pri slehernem tem in po nekih podatkih pravi, da itak, bi rekel, največji stopnja strahu se doživi ravno, bi rekel, pri ljudeh, ki so pred tem, da morajo javno nastopati, skratka. Je vas tudi, bi rekel, ta trema zdaj tudi kdaj takole zalezla ali pa da ste rekel, danes pa ne vem, bom kaj spravil sebe. Seveda jaz tako pravim, tako pa nasplošno govorimo o življenju, ne, v življenju so sončni deževni dnevi in tako je tudi pri muski, tako da imaš dneve, ko je grozno in imaš dneve, ko je sončno in to je definitivno bilo tudi pri meni, skozi se dogaja ta zadeva. Samo jaz sem imel eno veliko srečo. Mene je slovensko občinstvo z odprtim rokom sprejelo, res. Mislim, nisem imel tega problema, da bi se mogel boriti, pa molčariti, pa ne vem kako se pribijati, ampak in to je pomenilo en tak zelo pozitiven impuls, ko si ti šel na koncerte pa na nastope. Zaradi tega res, ali sem prišel v Koper, ali sem prišel v Krško, ali sem prišel nekam v Krajinsko goro, ali kjerkoli, so bili ljudje z mano. Prva stvar, ki je bila to, sem bil zelo vesel, zaradi tega, ker so takoj znali moje pesmi, ko so bile praktično, so bile ti moji koncerti ena taka druženja, ki so bila strašno prijetna, strašno taka. Jaz sem stalno rekel, da ko sem hodil tako okrog, pa to sem stalno rekel, da pač vse te svoje poslušalce jemljem kot svoje prijatelje, ki sicer vseh osebno ne poznam, nas pa druži ena taka lepa stvar, kot je glasba in smo se imeli tako zelo prijetno. To se je dogajalo, mislim, če bi to naštel, to se je dogajalo stvari, in sploh, recimo, smo prišli na koncerte, pa nismo imeli, recimo, ali zmanjko elektrike. To smo reševali čisto na simpel. Jaz sem kar vse skupaj pustil, sem se vsedel na rob odra, pa smo 1 uro pa pol koncert imeli na suho. Cela dvorana je zelo pela, sem rekel, ko bom jaz pel malo bolj tiho, bodite malo bolj tiho, da se v kaj čulo, ko bo pa kak refremo pa skupaj. In so bile to ena taka druženja, ki so se pol, recimo, sploh na Primorskem, Štajerskem so se nadaljevali to pol v njihovih kleteh, kjer smo preskušali prešut pa teran, jaz sem imel te zadeve, furate te večere, pa sem tam še pol ponovadi, je bilo tako, da anekdote obstajajo, da sem se stalno v sredo vračal iz nedeljskih nastopov. No, če priidemo zdaj malo v ta današnji čas, ko pravimo, ta situacija zdaj je teh glasbenikov, pa tega je veliko konkurenca, je neizmerna pa takšna. In seveda s tem se tudi posredno srečuje do tega, da je veliko teh ocen, ko pravijo, ta je pa moj refren vzel ali pa to je plagiat, pa to in ste se kaj srečali s tem, vam tudi posegajo v tisto vaše avtorske zadeve? To je pa žal tako, čeprav je en zelo znan glasbenik, ki ga jaz zelo cenim, je izjavil, je rekel, za mene je največja čast, če mi ljudje kopirajo moje pesmi. Je rekel, ker te vem, da sem dobro naredil, ker Krafla noben ne učil kopirati. To je resnica, ki jo moram sprejeti, ampak je pa težko. Res je, da moram grdo reči, da sem mogel pa skozi paziti, čist začetka kariere, da skozi so mi mali pesmi. In to je še zdaj čist pred kratkim, spet je ena pesem, vse sem se pogovarjal, recimo, smo nekako v dobrih odnosih, pa to zadev, ampak ne vem, mislim, kako se mu je zgodilo to, da je eno pesem naredil tako blizu moji, no, mislim, da je bila tako, ko sem ga pol poklical, sem rekel, ti si nekaj, to si šel pa
praktično prvi del je pa skoraj identičen. In sem rekel, je Bezar, jaz imam več dela s tem, da dnevno kontroliram, kje mi je kdo se sposodil, kako moje pesmi, ali pa to sem rekel, ko pa s tem, da nove pesmi pišem. Ne. To ni lep občutek. Ja. Se pravi, po eni strani je to fajn občutek, ker so v redu, nikomu je všeč tvoja pesem, pa je to samo, te zadeve so pri nas malo manj. V tujini se pa te zadeve strašno fejs sankcionirajo, kar se tiče glasbenega sveta pa urednikov. No, samo v zadnjem obdobju tudi je zaslediti zdaj, da se glasbeniki vse bolj povezujete na nekih skupnih nastopih in da ste spoznali, da s tem posredno ali pa čisto direktno drugega tudi promovirate. Kaj svem, tam so neke večje prireditve, rečemo, zdaj bom izpostavil Noč Modrijanu, ko vas povabijo, pa to. Ja. V bistvu to je promocija glasbe in vseh tistih, ki ste nekaj, bi rekel, kvalitetnega ustvarili. Ja, glej, to so zanimive zgodbe, ne? Mislim, to je iz glasbenega stališča, ampak če gledam od tistih časa, ko smo še prejva, so zanimive zgodbe, recimo Borut Pahor, naš današnji predsednik, on je bil naš menedžer, Rodi, na Primorskem, recimo, on je skrbel za ozvočenje in te zadeve, recimo, za nas na Primorskem pol, skupina Big Ben, ki je Gianni Rijevec me je spremljal, pol recimo Ivo Boskarol, ko danes dela avione, nam je tiskal badge, pa plakate, pa take zadeve, to je zanimiv razvoj, recimo, kako so se zadeve razvile, in s tem ljudmi imam še jaz danes zelo lep odnos in te zadeve. Danes pa seveda časi so se spremenili in se je treba pač časom primerno obnašati in zaradi tega se seveda zdaj povezujemo, kar je meni tudi veliko veselje, ker res pa ena stvar, enega pravila se držim celo življenje, da ločim glasbo samo na dobro pa na slabo. Ne. Nikoli nisem ločeval glasbe po žanrih, to me sploh ne zanima, ampak vedno sem rekel, recimo, ker smo velika prijatelja tudi z recimo Vilko Avsenikom, jaz njega ful spoštoval kot producenta, pa je bil narodno zabavni producent, pa te zadeve. Zato sem strašno ostro reagiral, recimo še tudi pri moji sloviti Jožici, ko je Frajton bil noter v njene, so se vsi takrat, to je bil čas, ko so se vsi v top spotaknili, kako pa misli zdaj to v svojo glasbo noter, pa zdaj pa Frajton, pa to ja ne gre, pa ono pa to. Sem rekel, jaz sem te so zadevo v svoj glasbo dal, ker se mi zdi, da je tista stvar, ki jo želim, da je noter in to, in tako sem tudi delal. Včasih sem naletel na razumevanje, velikokrat pa ne, ampak to je del tega. Ste tudi, bi rekel, ekološko naravnan, tudi tale pesem, kot ste že prvo, ko uvodoma predstavil, Mrtva reka, je v bistvu svojevrstno eno tako protestno sporočilo na tiste in verjetno zdaj, če vas vprašam, se to nanaša na reko Mežo, bi rekel, asociacijo ste dobili, ali navdih za pesem ste dobili ravno v tisti Meži, ki smo jo takrat pač videli takšno, kot je. Ja, recimo pri tej zadevi, to sem že dal enkrat izjavil, mislim, ne vem, kjer jo daje zadeva, v zvezi z pesmijo Mrtva reka, sem tudi jasno povedal, ne. Sem rekel, da jutri pristanem, da kar cela naša generacija podpiše to pesem. Ni problema, kar se tiče avtorstva, zaradi tega, ker smo tako razmišljali. In nismo imeli s tem nikoli problema, zaradi tega, ker mi smo živeli dejansko, to je bilo pa tisti, kako bi rekel, pa malo tisti grenki priokus našega otroštva pa mladosti, je bil pa to, da železarna ob tem, da nam je dajo kruh, pa preživeti omogoča, je pa na drugi strani pa kar močno vpliva na našo, na okolje in te zadeve, kar je bilo pač, tako je bilo in to smo mogli sprejeti. Je pa res, da mladi smo pa takrat pa na to gledali bolj iz svojega stališča, ne, nam je bilo prioriteta to, da nam pa ni všeč, recimo, da se narava nesnažuje, pa to. Jaz sem imel zaradi Mrtve reke zelo velike težave. Jaz sem imel takrat kar par obiskov zelo takih neprijetnih, tako da in to je bila protestna pesem, ki tisti čas ni pasala, a ne. To so bili takrat, se je reč razmišljal in sem imel zaradi tega težave, ampak nič kaj, ko zdaj gledam nazaj, nič kaj takrat. Takrat je industrija vse odplake pač direktno in seveda mi smo imeli Belo Mežo. Se to si ne znajo predstavljati, ne? Jaz, ko sem otrokom razlagal, to si ne znajo predstavljati, da je bila reka tako smetana. No, ampak zdaj, če tako vzamem, zdaj je relativno čista, lepa reka, takšno, kot smo si jo želeli, pa bo morda navdih za neko pesem, ki bo pa opeval v tistih lepih razsežnostih. Se tudi sama pesem ima na koncu pozitivno noto, ne? A morda nekoč pa le čista reka vrne se. Morda se bo pa zdaj pričel ta refren in si daj se je. Točno tako, ja. No, zadnji sem imel tudi čas, da sem mojemu
prijatelju Deželaku iz Radia 1 jo predstavil, končno. Ja. On je moj velik fan že nekaj let in je prišel na Koroško, je kolesaril za te otroke in sem zelo vesel, da smo se tako srečali in rekel, no Marjan, zdaj pa končno sem tu, zdaj mi pa lahko predstaviš, zdaj končno vidim, kje pa ta reka v živu je, ker oni mislijo, da to sploh ne obstaja. Ja. No, pol smo pa pokazali. No, ravno ta ekologija, ta vas je tudi pripeljala do tega, da ste se malo politično angažirali, ste v stranki Zelenih, če imam prav podatek. Še kaj delujete na tem področju? Jaz bom vedno deloval na tem področju. Zdaj trenutno smo glih, ko sem že, še nisem omenil, prej smo se pogovarjali, se pravi, zdaj sem v eni fazi, ko delam, smo se nekako z uredniki glasbenimi po Sloveniji pogovarjali in delam v eni fazi, ko delam mikse svojih pesmi po ploščah, se pravi, vsake plošče, ki je šla, naredim mikse, da združim 5 pesmi, po 10 pesmi je v glavnem in naredim en miks iz 5 pesmi, pa drugi iz 5 pesmi. Sem prišel tudi glih do enega miksa, ki sem ga naredil, ki ima naslov Za lepši svet. Tam so združene še druge pesmi, ki niso tako izrazito prišle ven. Recimo še pesem Tiho umira moja dežela, pa Vem, nekoč bo lepši ta svet. To so pesmi, ko imajo tudi ne samo ekološki, ampak tudi ta človeški, ker mrtva reka tudi kot sama, kot taka, tudi ni bila zamišljena tudi 100% samo kot ekološko, ampak je opozarjala tudi na splošno, na medčloveške odnose, na te stvari. Ima močnejšo sporočilo, kot pa sama. Malo širšo, malo tudi projicira na druge stvari. Združenje SAZAS ščiti vaše avtorske pravice, glasbenike. Kakšne izkušnje imamo? Nekateri pač slišimo, so zelo nezadovoljni. Vam bi rekel, kakšne so vaše izkušnje, no, da tako rečem? Jaz imam pristransko mnenje, kar se tega tiče, zaradi tega, ker jaz se ti ljudi, ko so na SAZAS vse osebno zelo dobro poznam in zelo dolgo let in vem o njih veliko. Tako da, v podrobnosti se ne spuščal, drugače pa jaz se SAZAS-u nimam dobrih izkušenj. Več ali manj vedno, ko sem jih potreboval, jih ni bilo. Takrat sem bil stalno sam sebi prepuščen, takrat, ko so pa oni mene potrebovali, pa ko je bilo takrat smo pa seveda mi tisti seveda za njih zelo pomembni, zaradi tega, ker od nas živijo, oziroma te zadeve. Mi smo pač že, jaz sem ker pripravljam še en projekt, pripravljam na nemško-govornem področju za prihodnost, sem se odločil pred enim krajšim časom, da bom z njimi za ostali predel sveta prekinil sodelovanje, teda bom z njimi sodeloval še na področju Slovenije za en cajt. Če bo tako zaradi tega, ker pač zadeve ne špilajo, tako bi mogli, kar se mene tiče. No. Nekje sem jaz prebral tudi eno vašo močno misel, zdaj ne vem, mislim, da je vaša, citiram to, kar je bilo napisano, ne. Pa je tako, bi rekel, bom jo pocitiral, pa vas vprašal. V življenju se rojevamo, umiramo, srečujemo, poslavljamo, ločujemo, smejemo, jočemo. Vse to je življenje. Jaz sem si odgovoril na vsa ta vprašanja že zdavnaj, ko sem po brezpotih iskal štiriperesno deteljico in sva starim ponošenim jopičem brez pribite pare v žepu klatila zvezde z neba. Številni žal iščejo te odgovore vse svoje življenje. Jaz sem pa s tem že razčistil. Mislim, je to vaša ena misel, to je ena taka, bi rekel, misel, ki sem rekel, to je eno, ima močno sporočilno vrednost, no, in seveda verjetno je nastala z nekim razlogom. No. Ja, kar nekaj takih misli sem jaz zapisal, predvsem na Facebooku, kjer me spremljajo, pa te zadeve, teta je ena izmed njih, je taka najbolj, kako bi rekel, obširna, sem zajel zadeve. Definitivno, no, jaz, za mene je pač tako v življenju, mislim, da v današnjem času iščemo odgovore pa smernice za življenje na napačnih mestih. To se mi zdi zaradi tega, ker pač jaz, recimo jaz, ko živim, jaz nisem brez problemov, tako kot vsak drug človek, imam veliko problemov, mora se celo več, ko marsikdo, nikoli se jim nisem izogibal, vedno sem se z njimi spoprijel, pa vedno sem mogel preživeti, kakorkoli se je življenje obrnilo, življenje pa, kot vemo, ni vedno naklonjeno, ne. In zaradi tega, jaz, kot sem že prej čisto začetku omenil, ne, ko sem bil mladostnik, zelo mlad, sem ogromno bral filozofe, veliko sem se ukvarjal z vprašanji življenja pa vsega tega.
Vesel sem, najbolj srečen in najbolj vesel sem zaradi tega, ker sem dobil odgovor na bistveno vprašanje v življenju, kaj v življenju je, pa kaj ni. Že čisto od začetka, ko sem začel svojo glasbeno kariero, pa če danes pogledam, razmišljam isto. In edina smernica, ki me je vodila v življenju, je bila ljubezen. Se mi zdi, da je to edina smisel, edina stvar v življenju, zaradi katere se splača živeti. Vse ostalo so pomembne stvari, vse zadeve so pomembne, za mene je to najbolj pomembno, pa ne samo v tem smislu ljubezen, moški, ženska, fant, punca, ampak ljubezen do vsega, do narave, do živali, do vsega, kar nas obdaja, ker konec koncev to te daje zadovoljstvo. Zato sem se tudi jaz, marsikdaj mi je kjer prijatelj rekel, Madonca, imaš tek problemov, imaš zdaj pa to, ker so se mi zgodile v življenju kar hude stvari, pa ti si še stalno za nas smejati. Jaz sem bil stalno nasmejan, ampak to ni bil narejen smeh, ampak je bilo tisto, jaz sem še stalno tisto, kar jaz sem pač rekel, človek lahko okrog je lahko en grozen spektr zadev, ki se ti dogaja, ki so ene lepe, slabe, take, drugačne, ampak nekje v sredini je pa eno bistvo, ne? Tisto bistvo moraš čuvati in tistem bistvu moraš ohranjati pozitivizem, srečo, veselje in tam noter združiti stvari, tiste, ki te usrečujejo. In jaz vsako jutro, ne vem, kakorkoli se mi obrne življenje, pa to, ne vem, zjutraj vstanem, tako je danes bilo, pa pogledam skozi okno, pa zunaj sneži, pa čujem po hiši notri, spet je sneg, pa zdaj pa rečem, kako lepo jutro, kaj mi kaj prenaša na današnji dan, kaj se bo kaj zgodilo, ne? To je tista razlika. No, jaz bi tale najin pogovor zaključil s tem, da bi seveda predstavili še našim gledalcem en vaš glasbeni spot, ga odvrteli. Starec je govoril, da bila si lepa ti, kako rosa jutranja, polna si življenja bila. Zdaj pa gledam reka te, ko vališ počasi se, zdaj osamljena si vsa, polna mrtvega blaga. Mrtva reka, kam hitiš? Mrtva reka, kam bežiš? Iz zelenja so je zdaj, iz olive tvoj sijaj. Mrtva reka, pa gledam reka te, ko vališ počasi se, zdaj osamljena si vsa, polna mrtvega blaga. Kam življenje je odšlo, to odkopnilo bi bilo, mi rad gledali so te, a pomagal ti niše. Mrtva reka, kam hitiš? Mrtva reka, kam bežiš? Iz zelenja so je zdaj, iz olive tvoj sijaj.
Še veliko glasbenega ustvarjanja vam želim, pa vse dobro vam želim. S tem bi tudi zaključil najin pogovor. Hvala, da ste se odzval povabilo in sodeloval v naši oddaji Detektor. Ja, hvala lepa za prijetno druženje. Upam, da gledalcem ne bo dolg čas ob najinem pogovoru, da so čuli kaj prijetnega. Tak pač je. Spoštovane gledalke in gledalci, vam pa hvala za pozornost in nasvidenje.